Kot fotograf je bil Tone Mlakar najbolj znan po svojih slikovitih krajinskih zapisih in njegove fotografije krajine so vključene v številne knjige in publikacije. Na razstavi Fotoloka pa smo del njegovega res obsežnega opusa, ki se v veliki meri sicer navezuje tudi na Škofjo Loko in obe dolini, torej Selško in Poljansko, predstavili kar v obliki fotoalbuma. Njegov opus, ki je nastajal tam nekje od 50 let pa do 2010, je namreč resnično velikega obsega. S fotografijo se je prvič srečal že na ptujski realki, potem je med študijem fotografiral dela profesorja Plečnika. S fotografijo pa se je bolj resno že začel ukvarjati šele kasneje. Baje ga je neka snežna kulisa na Komnu tako navdušila, da je ni mogel zajeti drugače, na primer z risbo, kot s fotografijo. Sicer je ustvarjal in fotografiral v vseh mogočih pogojih, od tega, da je nekatere fotografije posnel kar iz zraka med letalskimi izleti, na katere sta hodila s prijateljem pilotom, do tega, da je nekatere fotografije posnel kar z električnih drogov. Sicer je bil po poklicu inženir arhitekture in tako je tudi poklicno deloval v Škofji Loki, kamor se je preselil v 50 letih prejšnjega stoletja. On je tudi avtor številnih projektov po Škofji Loki in številnih obnov objektov, kot so na primer glavna avtobusna postaja v Škofji Loki, prvotni most od Cankarjevega trga do avtobusne postaje, naselje Novi Svet, obnova Kinosora in še bi lahko naštevali. Vsa svoja inženirska dela je tudi vestno fotografiral in si urejal arhiv, pa tudi sicer je najrajše fotografiral ravno krajino z arhitekturo. Njegov arhiv torej ne predstavlja ne samo kronike mesta, njegovih prebivalcev in tudi že davno izginule pojavnosti človeškega delovanja na podeželju, ampak imajo njegova dela že pravo dokumentarno in zgodovinsko vrednost in kot taka bodo predstavljale čudovito edicijo ne samo arhivu Loškega muzeja, ampak tudi stalni zbirki.